Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v mesecu, ki se je že nagnil v zadnjo tretjino. Z njim pa se verjetno poslavlja tudi poletje, ki ga letos skorajda ni bilo. Klopovci v vinogradih že naznanjajo čas, da grozne jagode lovijo še zadnje sončne žarke, vinogradniki pa ugibajo, kakšna bo bera žlahtne kapljice. V teku so tudi zadnje priprave na novo šolsko leto, volivci pa ugibamo, kdo se bo potegoval za županske in svetniške stolčke. So pa bili nekateri dogodki, ki smo jih zabeležili tudi za informativno oddajo tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Na Devini pri Slovenski Bistrici srečanje bistriških upokojencev in postavitev klopoca vinogradniškega društva Ritoznoj. V policijskem poročilu tudi o požigu kmetije v Laporju. V športu pa predstavljamo zakonca Mijović, prva železna človeka v Sloveniji. V rubriki Lokalne novice smo se tokrat sprehodili po slikoviti podpohorski pokrajini pod obronki vinogradnega Ritoznoja in posneli dva dogodka, ki sta se zlila v enega in pričarala obiskovalcem lepe trenutke. Najprej so se tokrat na Devini pri Slovenski Bistrici že tradicionalno srečali upokojenci bistriške občine. Teh je v občini okrog 5000, v društvo pa jih je včlanjenih 1360. Ob zvokih glasbe so se pomenkovali, tudi zaplesali so. Lahko so obiskali stojnice, kjer so se predstavili čebelarji, medičar, si ogledali stiskanje olja in žganje kuho. Tukaj je bilo tudi društvo Hermelika in dišalo je po pekovskem pecivu. Srečanje se je zlilo še z enim dogodkom in sicer postavitvijo klopoca, ki je vsako leto v domeni vinogradniškega društva Ritoznoj. Čeprav je klopotec, ki se ga prvič omenja v slovenskem prostoru že konec 17. in v začetku 18. stoletja, značilen na vinorodno področje Haloz, Slovenskih goric in Prlekije, ga danes najdeš tudi v mnogih drugih vinorodnih območjih Slovenije. Klopotec je najprej preganjal ptice s polj, danes pa poje v vinogradih, tudi v Avstriji in na Hrvaškem. Slovenci pa smo ga umestili v zakladnico svoje kulturne dediščine. Pri postavitvi klopoca je potrebna posebna tehnika in te vinogradnikom iz Ritoznoja gotovo ni manjkalo. Svoje pa je prispeval tudi bistriški župan dr. Ivan Žagar. Seveda pa sta obvezni del ceremonije tudi pesem in vinska kapljica, obe pa bodrita postavljavce klopoca, da bi le ta stal trdno, njegove vetrnice pa bi daleč naokoli oznanjale skorajšnjo jesen in trgatev. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari, 2 goljufiji in 1 požig. Laporje.
V požaru na gospodarskem poslopju je poginilo 10 govedi, zgorelo nekaj delovnih strojev in večja količina sena. Škode je za približno 150 000 evrov, policisti pa že zbirajo obvestila o cilju in odkritju storilca. Oplotnica. Nekdo je z osebnega vozila snel registrsko tablico, škoda je za 30 evrov. Neznani nepridiprav pa poškodoval okno na podjetju, škoda je za 300 evrov. Kebelj. Neznani storilec je vrgel kamen v steklo stanovanjske hiše, škoda je za 400 evrov. Nekdo pa je poškodoval tudi steklo pritličnega okna na šoli, škoda je za 500 evrov. Spodnja ložnica. Neznani storilec je razbil steklo na stanovanjski hiši ter ob vstopu v hišo ukradel bančno kartico ter lastnico oškodoval za 600 evrov. Žabljek. 3 neznani storilci so skozi spalnično okno poskušali vlomiti v hišo, vendar jih je lastnik pregnal. Ob vlomu pa je nastalo za 100 evrov škode. Savinjsko. Neznani nepridiprav je s traktorja snel hidravlične dušilce, lastnika pa oškodoval za 800 evrov. Gabernik. Za 1000 evrov škode je neznani storilec povzročil lastniku osebnega avtomobila, ker je razbil vsa 4 stekla in poškodoval lak na pokrovu motorja. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 30 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj in zaradi hujše kršitve cestnoprometnih predpisov kršitelju zasegli kolo z motorjem. Zaradi kršenja javnega reda in miru so policisti posredovali 7-krat, kršiteljem pa izdali plačilne naloge. Policisti so obravnavali še eno delovno nesrečo in požar. Mojca in Simon Mijović sta konec junija v turističnem mestu Coeur d'Alene na severnem delu zvezne države Idaho postala prva jeklena zakonca v Sloveniji. Simon, ki je sicer Mojco spremljal že na vseh prejšnjih tekmah, se je namreč prvič vpisal med Ironmane. Gre za izjemen dosežek, saj Ironman v Idahu velja za enega najzahtevnejših. Na kolesu je treba premagati 1920 višinskih metrov razlike, v teku pa je 500 metrov vzpona. Poleg tega je jezero precej hladno. Za tiste, ki ne poznajo te triatlonske preizkušnje, je pravzaprav pravilno, da uvodoma poveste, kako je sestavljena triatlonska preizkušnja, za kakšne razdalje gre. Triatlonska preizkušnja Ironman je sestavljena iz 3 maratonov. To je najprej plavalni maraton, 3800 metrov plavanja, potem 180 km kolesarjenja in sledi maratonski tek 42,2 km. Konec junija ste torej nastopili v kraju Coeur d'Alene na severu Idaha v Združenih državah Amerike. Ta preizkušnja je znana kot ena najtežjih v Ironmanu. Ja, Coeur d'Alene velja za enega, mislim, da je rangiran po 4. mestu najtežjih Ironmanov na svetu. Mednje spadajo tudi havajski, evropski Lanzarote, Lake Placid pa potem ta Coeur d'Alene. Predvsem gre za kolesarski del, je dosti težek, ker je višinskih metrov 1920 vzpona in pa seveda 500 višinskih metrov tudi na teku. Tokrat je bilo pa še posebej težko zaradi vremenskih razmer, ker je tam divjal orkan v bližini, na kar se je tudi preneslo sem v Coeur d'Alene in je bilo dejansko zelo vetrovno, tako da smo imeli pol proge veter v čelo, pol proge sicer z vetrom, ampak to je bilo toliko naporno, da so bili časi še veliko slabši kolesarskega dela kot recimo na Havajih, ker so izjemno težke razmere, vetrovne, tudi po 120 km piha in je tokrat tu je bilo še malo težje, no, lahko rečem. Kako ste torej zadovoljni s svojim nastopom, kako ste se počutili na progi? Ja, no, moram reči, da nisem uživala preveč na progi, nažalost. Voda je bila hladna, imela samo 16 stopinj. Dosti je bilo valovito, zato so nas tudi porazdelili, nismo skupaj štartali, masovni štart kot je sicer. Smo štartali pač po svojih sposobnostih, najprej hitrejši, pa potem počasnejši. Na kolesu vsekakor ne morem reči, da smo uživali, ker nismo. Je bilo dosti treba garati. Na teku sem pač imela potem težave z želodcem, kar mi je preprečilo, da bi stekla maraton, kot ga znam, in
To me tudi stalo malo boljše vrstitve, ampak kljub vsemu mislim, da je 10% vseh, da je to zelo dobra vrstitev, tako da sem zadovoljna, ja. Ta preizkušnja pa je bila seveda nekaj posebnega, tudi zato, ker je prvič nastopil vaš mož Simon. Ja, vsekakor. To je bilo pa strašno prijetno, vznemirljivo doživetje. Po eni strani me je bilo malo tudi strah. Simon se je odločil po mojih 15-14 Ironmanih, da bo enkrat sam stal z mano na štartni črti. In pač žal je naletel na eno težjih preizkušnj, ampak ja, je bilo zelo prijetno. Malo me je bilo strah za plavanje, kako mu bo uspelo, ker vendarle ne plava toliko, ni toliko časa v tem kot jaz. Drugače pa smo se videvala na progi, smo si pomahala, dober občutek je bil, ja. Bosta torej še kdaj nastopila skupaj? To bo težko reči, Simon je rekel prvič, zadnjič, ko je prišel na cilj, pa mogoče še kdaj. Sicer pa vas osebno čakajo že nove preizkušnje kmalu. Ja, se že pripravljam na naslednjega, ta bo 5. oktobra v Barceloni, prvič bo Ironman kvalifikacijski v Barceloni in rada bi na ta način pač zaključila sezono, mogoče še s kakim maratonom, kasneje v Firencah, ampak ja, zdaj sem že v treningu. In s kakšnim rezultatom bi bili zadovoljni? Recimo, da uspem narediti to, kar sem sposobna, da uspem odteči maraton v teh sposobnostih, ki jih trenutno premorem in da kolesarjem, recimo, to bi prineslo vsekakor tudi mesto čisto na vrh, ne, ali pa vsaj okoli 1., 2., 3. mesto. Če mi to uspe, bom zelo zadovoljna. Ja. Kako je pravzaprav dozorela ta odločitev, da se podate tudi na Ironman? Ja, to pa je zdaj že, ne vem, mislim, da je enih 10 let, ali 12, odkar tekmuje Mojca. In seveda jaz sem jo to vsako leto spremljal, vsaj enkrat, če ne dvakrat. In na koncu so mene vedno noge bolj skoraj bolele kot njo, ne? In potem sem začel razmišljati, kaj če pa bi jaz tudi enkrat to probal, ne? Ker pa sem bil že 14-krat kot gledalec oziroma kot mehanik za kolo in za ženo in ne vem kaj vse, ne? Sem rekel, pa mogoče pa bi res probal, ne? In najprej sem hotel vprašati tam na Ironmanu, ne, če bi lahko meni enega tako priznali, ne, ker pač jaz sem že 14-krat gledal, ne, dostikrat sem bil zelo utrujen, ampak ni šlo, ne. Tako da, pol sem se vseeno odločil, ne, mogoče pa bi jaz probal, pa da vidim, ne, če me bojo noge bolj bolele kot takrat, ko gledam, pa so me, bi mogel reči, ne, tako bolele, da kot je rekla, ne, Mojca, da ne vem, če bom še se odločil, ne. Bomo videli, no. V glavnem, tako je to nekako dozorelo. Tako sem začel jaz tudi plavati, počasi, ne, z Mojco hoditi na treninge, ampak ne glih trenirati, v bistvu bolj plavati, ne, čofotati. Pol pa vedno več in tako je pač to, pol, bi rekel, ratalo iz tega, no. Zanimivo je to, da ste izbrali enega izmed najtežjih Ironmanov na svetu. Ja, nisem imel kaj zbirati, ne. Odločil sem se. Žena je šla v to smer, jaz pa za njo, ne, in tako je pač izpadlo. Oziroma, za mene mogoče ni bilo tako težko, ne, ker jaz sem vseeno štartal bolj netekmovalno, ne, oziroma imel sem cilj priti do cilja. In sicer do 12. zvečer moraš priti v cilj in nekako sem si preračunal, da z nekim velikim vložkom vseeno bi lahko, ne, to dosegel in evo, nekako sem bil kar vesel, no, ko sem prišel do cilja. Kako je bilo na posameznih etapah, torej na plavanju, potem kot na kolesarjenju in seveda tudi v teku? Ja, plaval sem v bistvu, ne vem, 2 meseca, mogoče 3. Tu me je najbolj skrbelo, no, kako bom jaz to zdaj v taki gužvi, skoraj 4 kilometre preplaval, ne, še v življenju nikoli nisem, niti ko sem šel na trening, je bilo največ 2 kilometra, potem pa mi je že bilo preveč, ne. Tako da, v bistvu, ko sem prišel v prvem krogu na obalo, ne, ker sistem je tak, da sta 2 kroga, po prvem krogu greš med gledalce, tako rekoč, sem bil zelo presenečen, pogledal na uro, mi je
kar šlo, no. Tako da na koncu je bilo plavanje, če se zdaj spomnim, najlažje. Na kolesarjenju pač mislil sem, da bi lahko malo bolje kolesaril, ampak v bistvu je bilo na koncu vseeno. Ni mi bilo hudo na biciklu, razen psihično tisto je malo me ubijalo, ker je veter res pihal, tega nisem bil navajen. Ampak dobro, končal sem bicikl, kar v bistvu ne tako utrujen, no. Najbolj sem se bal teka, ne, ker ga pač nisem toliko treniral, v bistvu zaradi mojih problemov z mišicami na nogah sem se odločil, da bom z hitro hojo premagal Ironmana, ne, oziroma 42 kilometrov. Preračunal sem si, koliko moram hoditi na uro, da bom še do 12 zvečer prispel do cilja in tako mi je uspelo. No, v bistvu, ko sem prečkal ciljno črto, so me zelo bolele noge. Tako da si nisem želel, no, da bi še kdaj to ponovil, ne, ampak bomo videli, no, mogoče pa, kaj jaz vem, mogoče pa, rečemo, bi rad še pretekel vsaj počasi, no, Ironman. To mogoče imam neko željo, ampak ni za 100%. Vsekakor boste še trenirali naprej. Ja, to seveda, to zraven ženo treba paziti, ne, pri treningih, na kolesu, ne. In to je tudi dobro za zdravje. Zato priporočam, ne, vsem, naj vsaj malo migajo, ker brez zdravja ni življenja pravega, no, v bistvu. Spoštovani, oddaja se je iztekla, prihodnost pa nas velikokrat postavlja pred preizkušnje in odločitve, ena teh pa je gotovo tudi zagotoviti svojim otrokom varno pot na cesti. S svojim pravilnim ravnanjem in dobrim zgledom boste zagotovo prispevali levji delež, tako na cesti kot doma. Pa srečno tudi tistim, ki ste morda še na dopustu ali počitnicah.